Hej, septembra sem še kar dosti brala, oziroma normalno veliko, ampak bo ta video verjetno vseeno krajši, zaradi tega, ker sem brala večinoma serije knjig oziroma nadaljevanja serij knjig, kar pomeni, da če bi vam povedala karkoli o delih, ki niso prvi deli, bi vam vse spoilala. Ampak vseeno začnimo z mojim septembrskim branjem. Začela sem še z eno, isto, straight romanco. Razlog, da berem toliko straight romanc, ki so iste, je, ker sem imela eno obdobje, ko sem redno spremljala, kaj je na Kindlu znižano, kar pomeni, da stane knjiga tako 99 centov. In večinoma so to pač straight romance. Ena in iste, od istih avtorjev. Tako da to je še ena. The Road Trip. Eddie in Dylan se spoznata v Franciji, ko Eddie skrbi za Airbnb svoje prijateljice Cherry in Dylan bi naj tja prišel skupaj s svojo družino, ampak se je skregal vsemi in je prišel sam. Isto je prijatelj od Cherry. In ona dva se tam spoznata in potem jo spremljamo 2 leti kasneje, ko se na poti na Cherryino poroko srečata na cesti, ko se zaletita en v drugega. Seveda morata potem skupaj na pot na poroko še z drugimi ljudmi. Road Trip je naslov in to se tudi dogaja. Kot sem že omenila, sem ta mesec brala tudi Pretty Little Liars, da bi zadovoljila svojo željo po nostalgiji. Prebrala sem 4 knjige od 16. Mislim, da sem tu ustavila, ampak kdo ve, mogoče jih preberem še ostalih 12. Verjetno ne, ampak nikoli ne bom rekla, da jih ne bom. Če kdo ne ve, o čem govorijo Pretty Little Liars in knjige in serija. 5 prijateljic na srednji šoli, ena od njih izgine in potem, mislim, da 3 leta kasneje, to je malo drugače kot v seriji, začnejo ostale 4 dobivati sporočila s podpisom A, torej Alison, tako je bilo ime tisti prijateljici, ki je izginila. In ta sporočila jih malo izsiljujejo. Je pa tako, da so knjige nekako dosti bolj dolgočasne kot serija, ponavadi se v knjigah več zgodi kot v serijah. Tu pa se mi zdi, da vsaka knjiga zajame toliko, kot zajame tam ena epizoda. Ne bi jih priporočila nikomur, zdi se mi boljše preprosto pogledati serijo, tudi serija ni kvalitetna. Pol je bil čas, da se pripravim na svoj book club, na 6. srečanje, ker smo brali 3. in 4. del neapeljskega cikla Elene Ferrante. Tu je zdaj problem, da ne morem zares povedati, o čem gre ta 2 dela, ker bi pol spoilala prva 2 dela, ampak še vedno spremljamo Eleno in Lilo. In še vedno so izjemne knjige in tudi book club srečanje je bilo full fine. Nazadnje pa sem brala še knjigo Živela bom, ker sem bila tudi zelo prijazno povabljena strani Mladinske knjige na srečanje s pisateljico Lale, tako da imam tudi podpisan izvod. Hihi. Kakorkoli, v knjigi govori o svojem odraščanju v Amsterdamu in odnosu s svojo družino in starši, ki so zelo strogi pripadniki islama. Tako da to je v bistvu to, kar sem brala ta mesec. Mogoče ni pametno, da berem toliko zbirk, ker pol ne morem 100 ur govoriti o njih, ampak zdaj me čaka oktober in jesensko branje, tako da mi lahko tudi vi napišete, kaj boste brali oktobra, da dobim kako dodatno idejo. Čau!